knjižnega trga. Dober dan, v oddaji iz knjižnega trga nas tokrat čakajo pesniška zbirka Sandija Radovana Koda, roman Lucije Mirkac-Fortin Petrihorion in zvrstno hibridno delo Nine Dragičević Nemogoče. Recenzije so napisale Tatjana Pregl-Kobe, Miša Gams in Anja Radaljac. Pesnik in likovni ustvarjalec Sandi Radovan v svoji drugi pesniški zbirki Koda piše o iskanju stika z bližnjim oziroma kar z vsem okoli sebe, pri tem pa daje velik poudarek tudi na oblikovno stran zbirke. Izdalo jo je književno društvo Hiša poezije, vanjo se je poglobila Tatjana Pregl-Kobe. Sandi Radovan je arhitekt, oblikovalec, fotograf in slikar. Kot oblikovalec in fotograf je avtor celostne podobe založbe Hiša poezije, njenih knjižnih izdaj in revije Poetikon. Rad ima preproste stvari, lepoto vidi v nepopolnosti, kakršni so tudi njegovi zapisi, preprosti in nepopolni. Tega, kar piše, sam nima za poezijo. Tudi drugo pesniško zbirko Koda sestavljajo lirični fragmenti misli in občutij, zapisani neposredno, brez predhodnega razmisleka o končni literarni obliki. Osredotoča se predvsem na vsebino, sporočilo in energijo zapisa. Temu primerno je tudi minimalistično oblikovanje notranjosti s krhko tipografijo in čisto belino strani, brez večjih oblikovalskih posegov. Ovitek zbirke Koda že na črni naslovni strani asketsko vabi zgolj z veliko QR kodo, obdano z nevsiljivo rdečo obrobo. V notranjosti se črna koda pojavi 8-krat med 4 poglavji, število 8 manjših kod se smiselno ponovi na strani, kjer je s fotografskim portretom in kratko biografijo predstavljen avtor zbirke. Poezija za Sandija Radovana ni projekt, ki bi se ga lotil z vnaprej jasno idejno zasnovo, ampak je vdor neznanega. Je kot sanje, ki jih ne moreš načrtovati ali ujeti v mrežo logike. Kot pesnik izklopi svojo profesionalno naravo, ko preide v drug medij. Vpliv arhitekta in profesionalnega oblikovalca v njegovi poeziji ni bistven, čeprav sestava in izjemno premišljeno oblikovanje obeh zbirk kažeta na to. Njegove pesmi so izrazito organske in čustveno neukročene. Njegova poezija deluje neposredno, ne podreja se vnaprej določeni formi ali strogi gradnji verzov. Namesto reda si dovoljuje emocionalni kaos, ki je vse prej kot urejen ali simetričen. Je neposreden. Njegovi verzi delujejo, kot da so zapisani v trenutku, brez olepšav, ki bi jih pričakovali od nekoga, ki se ukvarja z estetiko prostora. Pesmi ne gradi, temveč izpoveduje, kar briše sledi njegovega osnovnega poklica in v ospredje postavlja zgolj ranljivega človeka. Pesmi so različno dolge, čisto kratke trivrstičnice ali dvostranski zapisi v prostem verzu, ki ne odsevajo notranje fragmentarnosti, pač pa življenjsko preizkušenost in zrelo pesniško domišljenost. Branje zbirke deluje kot pogled v dnevnik, kjer je lirski subjekt ranljiv, kar pri bralcu vzbuja močno empatijo. Pesmi v zbirki Koda se ukvarjajo predvsem z iskanjem stika, tako ljubezenskega kot čisto filozofskega. V nekatere verze sta vtisnjena nemir in paradoksalnost bivanjskih dimenzij. Motivi so zelo različni, od fizike, astronomije, do naravnih pojavov, od podobe konca sveta, kakršnega poznamo, in kozmičnega sevanja, do vsakdanjih reči. Sprehodov v dežju, hipov dvoma in strahu na točki oklevanja, medtem ko lirski subjekt sega tja gor in se tam spodaj spodmikajo tla. Pesem Skrivališča predstavlja neizbrisen spomin, ki se zapiše brez pesnikove volje. Vse je nekako nad teboj, v glavi, obkrožate z vseh strani, vgrajeno vate kot trdi disk, ki beleži podatke, navidezno neizbrisljive in večne. Ta tehnološka metafora za pesnikov notranji arhiv poudarja težo preteklosti in tok sistem, ki kljubuje navidezni prepuščenosti naključju v drugih pesmih.
Lirski subjekt tako ne ustvarja pesmi na novo, temveč le razkriva že shranjene izkušnje iz svojega trdnega notranjega skladišča. Vsakdanji predmeti nosijo zgodbe, intimne, družbene, večne, humorne in razposajene. Vračajo se v preteklost, ponujajo duhovno sedanjost, zbudijo nežnost, so ljubezen. Tudi bolečini in vsemu okoli nje ne more zares pobegniti. V pesmi Čopič je navzoč eden dokazov, da se Radovan pri pesnjenju popolnoma odpoveduje nadzoru, načrtovanju. Če bi pesem pisal arhitekt v svoji profesionalni vlogi, bi verjetno pisal o smeri, namenu, kompoziciji ali strukturi poteze. Lirski subjekt pa naredi ravno nasprotno. Ne vodi Čopiča, ampak mu dopušča naključno in nefunkcionalno sled. Trenutni gib je osvobojen forme, nima vnaprej določenega cilja. Pesem slavi organski, nepredvidljivi del ustvarjanja, ki je v arhitekturi razumljen kot napaka ali šum, v poeziji pa kot čista resnica. Poezija mu ne služi za gradnjo struktur, ampak za opazovanje, kje se beseda ustavi sama od sebe. Pesnik ne ve, od kod je prišla pesem, kje jo je našel, ne koga je v sanjah objela. Nekje med tu in tam, neopazno, nežno, sredi labirinta besed, nekje v vmesnem času in prostoru, mimo bežno, kot da se ni zgodilo in se ne bo nikoli več. Če bi bil v pesmi navzoč arhitekt, bi poznal izvor, konstrukcijo in namen. Vedel bi, zakaj stoji zid in od kod pride svetloba v prostor. Nenaslovljena trivrstična pesem na koncu knjige. Te 3 vrstice, sled obledele tinte, vse, kar danes imava. To ni načrt, ki bi kljuboval času, ampak nekaj, kar bledi, izginja in je minljivo. Nič ni fiksnega ali trajnega. Ta podoba je vrhunec iracionalnega. Arhitektura je budnost, natančnost in materija, trivrstična pesem pa je prikazana kot nezaveden, intimen gib duše, ki se zgodi neodvisno od pesnikove volje. Lirski subjekt ne nastopa kot mojster, ki obvladuje prostor, ampak kot posrednik, ki zgolj beleži sledi nečesa, kar je minilo. Ta neposvečenost v popolno formo jezika je pravzaprav njegova največja izrazna moč, saj dovoli pesmim, da živijo svoje življenje, ne glede na to, kako in kdaj jih je zapisal in kako jih je razvrstil v knjigi. Pesniška zbirka Koda ima 4 poglavja z različnim številom pesmi in različnih dolžin. Dihanje, skoraj vse naenkrat, prehodi in zadnja stran. Na poti desetletnega pisanja in iskanja svoje izreke je Radovan dosegel tiste zadnje besede, s katerimi v pesmi Ni res na zadnji črni strani končuje svoje pesniško sporočilo. Ampak ti povem, tu ni nobenega ovinkarjenja. Ni res, da sem spet zaspal z odprtimi očmi. Tu ni slepe ulice. Ni res, da sem se ljubil s 100 ženskami in z vsako 100-krat. Tu smo vsi ranljivi. Ni res, da sem ljubil nekoč in bom ljubil spet. Tu je konec poti. Kamorkoli se obrnem, karkoli ustvarjam in vse, kar zrušim, vse to ni res. Ni res, da zdaj grem in vse je res. To ti povem. Sandi Radovan kot pesnik svet opazuje z vsemi značilnostmi časa, v katerem biva. Njegova poezija ni v nasprotju z relativnimi občutenji, poglobljenim dojemanjem sveta in notranjimi kontradikcijami sodobnega človeka. Četudi črpa iz zgodovine spomina, iz položaja, ki simbolizira premor, umik in prostor za drugačen pogled, vendarle dojema poezijo kot skrajno resno, intimno in celo telesno izkušnjo, kot pristen, drhteč izraz resnice, ki je primerljiv z ljubezenskim zanosom.
Fragmentarni roman Lucije Mirkac-Fortin Petrihorion pripoveduje o notranjem ozaveščanju, zbliževanju in duhovnem iskanju. Ker srečata se lahko samo na bregu, piše v podnaslovu romana. Voda in zemlja, torej, 2 izmed 4 osnovnih prvin. Romanu, ki ga je izdala založba Litera, se je posvetila Miša Gams. Lucija Mirkac-Fortin, profesorica slovenščine na gimnaziji Ravne na Koroškem, je pesnica, pisateljica, kantavtorica in vsestranska kulturna delavka slovensko-poljskih korenin. Literarno deluje na več področjih, objavlja v literarnih revijah, je tekstopiska, piše spremne besede, režira drame in muzikale, organizira delavnice kreativnega pisanja, pri gledaliških uprizoritvah deluje tudi kot kostumografinja, scenografinja, igralka in glasbenica, ki je med drugim uglasbila okrog 100 svojih pesmi in še bi lahko naštevali. Po pesniški zbirki Asimptote je pred nami roman Petrihorion, ki opisuje odisejado različnih glavnih junakov, med katerimi sta v ospredju neimenovana protagonistka in protagonist, ki se asimptotično približujeta drug drugemu, ne da bi se v resnici dosegla. Roman, ki ima v podnaslovu napis Ker srečata se lahko samo na bregu, se spopada z apokalipso na več ravneh. Ob tem pa ga previvajo številni poetični detajli, ki jih motrijo filozofsko navdahnjeni junaki, tako rekoč iz prve perspektive. Čeprav roman, ki je razdeljen na 12 poglavij in 3 večje tematske sklope, nima jasno začrtane pripovedne linije v smislu klasično razdelane zgodbe, temveč ga lahko beremo kot zaporedje dnevniških refleksij, kratkih zgodb ali črtic, lahko v njem razberemo krožno strukturo in osrednji motiv zbliževanja med subjektoma, ki se iščeta na različne načine, medtem ko njun breg v povodni vse bolj izginja. V prvem sklopu z naslovom Plavati v horizontalo so zapiski nekega muholovca, ki preučuje obnašanje muh in biološko strukturo pajkov, dokler se na koncu ne zaloti, da iz njihove perspektive opazuje ljudi kot opešane kiklope. Ničesar ni, kar bi lahko vrnilo izgubljene besede, ki se kot vešče zaletavajo v luč in omahujejo na tla. Ničesar ni. Prekleto. Ležiš v posteli in odštevaš trenutke. Prva zmota, druga zmota, tretja zmota, usodna zmota. Ležiš in zdaj veš, da te gleda in se ti roga in da je vseskozi vedela in čakala, da vidiš tudi ti čudno dvooko bitje, opešani kiklop, velika skrivenčena packa skrita za zavesami. In muhe niti nimajo 7000 oči, samo 6000 jih imajo, ki še vedno bolščijo vate in sprašujejo: bo kaj? Drugi sklop z naslovom Plavati navzdol se začenja s 3-delnim liričnim esejem o smrti sršena, ki ga človeška sila zdrobi na tleh. Bolečina, ki jo čuti ob fizičnem udarcu, se združuje s primarno tesnobo živih bitij, ko pisateljica podrobno opiše njegovo moledovanje za čim hitrejšo smrt. Pridi, stopi na mojo glavo, vzemi mi bolečino, vzemi mi strah. Pridi, globoko bom vdihnil in gledal tvoje stopalo, kako se spušča nad moje otrplo telo. Potem bom slišal, kako pokajo prsi in poka hrbet, kako pokajo nožice, kako poka glava. In potem ne bom slišal ničesar več. In bo lahko zima. V razdelku z naslovom Hotel sem seči globoko avtorica opisuje samoto, ki jo začuti igralka na odru, ko je soočena s svojo praznino, otopelostjo in krhkostjo. Ta spominja na drobljivost sršenjega trupelca, ki vse bolj razpada v neopredeljivo drgetanje komaj še podprtih koščkov zunanje lupine. Zdi se, kot bi pisateljica skupaj s podrobnim seciranjem sršenov, muh in pajkov postopno analizirala obrambne mehanizme človeka, ki v želji po spoznavanju lastnega jedra oziroma eksistencialne srži razbija in odmetava kostume, maske in lupinaste sloje psihološkega aparata, ki je že a priori ustvarjen na nihilistični grozi in v boju, kot ga opisuje Stara zaveza. V romanu namreč najdemo kar nekaj svetopisemskih alegorij,
pa tudi močno simboliko v ponavljajočih se dejanjih, kot so razbijanje kristalov, kar bi lahko ustrezalo razbijanju psihičnih blokad. Naraščajoča reka je metafora za ozaveščanje potlačenih čustev, iskanje prizemljitve v prepletu zemlje in vode. Res je, voda in zemlja se lahko srečata le na bregu. In če ni bregov, srečanje ostane le privid. Potrebuješ breg, potrebuješ bilko, ki se je lahko oprimeš, ko se znajdeš sredi rečnega toka, sredi prostrane širine in globine. Potrebuješ breg, sicer ostaneš tam, sicer samo si. In bližina, si rekel, bližina bo vedno daleč. Ob branju romana Lucije Mirkac-Fortin Petrihorion se ne moremo znebiti občutka déjà vu, kot da bi brali o istih stvareh na vsakič novi ravni ozaveščanja, kot da je branje samo pravzaprav produkt naših lastnih sinhronicitet in lucidnih sanj, iz katerih ne moremo pobegniti. Kljub poetičnim fragmentom, ki opisujejo številna agregatna stanja bivanja in razkrajanja, se kmalu zavemo, da se za abstraktnimi refleksijami skriva močna in kompaktna dramaturška struktura, ki nas drži v svojem objemu, dokler se z njo ne prebijemo do zadnjega dejanja, ko se reka in hrib v podobi neimenovane ženske in moškega združita. In bila si reka in bil si hrib. Bila sva divje razkrajanje sveta, ujetega v brezvetrje, naraščanje in padanje, vzpenjanje in spuščanje, težka napetost kroženja drug okrog drugega, trepetajoča os približevanja in oddaljevanja. Branje romana Petrihorion Lucije Mirkac-Fortin je kot gledanje filmskega dekaloga znamenitega poljskega režiserja Krzysztofa Kieślowskiego, ki vključuje tako analizo raznih psiholoških ekstremizmov znotraj samodestruktivne civilizacije, kot tudi poglobljeno študijo o specifični ljubezni in umiranju.
Pesnica in esejistka Nina Dragičević v hibridnem delu Nemogoče, poetična razprava bi ga lahko označili, izpostavlja usodo slovenskih skladateljic, predvsem njihovo odsotnost, odrinjenost, zamolčanost. Knjiga je nominirana za 2 literarni nagradi, ki bosta podeljeni ta teden, Cankarjevo in Kritiško sito. O problematiki, ki jo obravnava, razmišlja Anja Radaljac. Hibridno delo Nemogoče Nine Dragičević je bilo pred kratkim nominirano za Cankarjevo nagrado in Kritiško sito. Ampak četudi je nominacija namenjena natanko tej knjigi in četudi avtorica v njej zapiše, da se ničesar ne boji bolj kot komisij za nagrade na področju kulture, je za pričujočo knjigo morda bolj ključno, da se vprašamo, ali se spomnimo, katere avtorice so bile za isto nagrado nominirane lani, pa leto pred tem. Kaj se je zgodilo z besedili avtoric, ki so bile nominirane? Se je njihova življenjska doba podaljšala? Ko Nina Dragičević zapiše, da se prav ničesar na svetu ne boji bolj kot nagradnih komisij, se to morda na prvi pogled zazdi zaznamovan strah, posebej, ker zapiše, da se prav ničesar ne boji bolj, toda svoj strah pojasnjuje z obrazložitvijo, da ti ljudje odločajo o življenjih drugih ljudi. Poklici, kjer ljudje odločajo o življenjih, imajo v družbi poseben status. Nina Dragičević pa s to izjavo opozori, da je podeljevanje pomemben del recepcije umetniških del, pa tudi eden ključnih korakov do možnosti, da nek opus postane kanoničen, da preživi svojo avtorico. Šele v zadnjih letih se je stanje na področju podeljevanja literarnih nagrad izboljšalo in so avtorice zastopane v podobnem številu kot avtorji. Pred manj kot desetletjem je bilo popolnoma običajno, da so bile avtorice praktično nezastopane. Za delo Nemogoče to ni nepomembno, saj v najširšem pomenu obravnava prav problem nereprezentiranosti ženskih umetnic na sosednjem glasbenem področju. Obravnava pojav skoraj da popolne neznanosti skladateljic v zgodovini slovenske glasbe, pri čemer pa se literarno izrazito hibridno delo, v njem najdemo elemente esejistike, poezije in proznega leposlovja, nenehno navezuje na sodobne kontekste. Kadar ponudi primer spregledanosti v preteklosti, nemudoma pokaže, da se do danes marsikaj ni spremenilo. Recimo, da se ženske avtorice še danes občasno naslavlja samo z imeni in ne tudi s priimki, ali da se, ko na sodobnem literarnem dogodku govorimo o pesnicah nekega obdobja, še vedno pojavi medklic, ali so bile enako dobre kot njihov moški sodobnik. Delo Nemogoče v svoji zvrstno raznoliki pisavi pravzaprav pomeni zasledovanje nečesa, kar je praktično nemogoče zasledovati, najti podatke o umetnicah, o katerih obstajajo recimo samo zelo ozki tehnični življenjepisi s skopimi podatki, v katerih izvemo več o moških v življenju avtoric kot o njih samih. Najti je mogoče podatke o umetnicah, ki so bile, četudi so prišle do medijskih omemb, poklicno napačno navajane, denimo kot pevke ali instrumentalistke in ne kot skladateljice. Ali pa podatke o umetnicah, ki so bile izpuščene tudi iz zgodovinskih pregledov področja in o katerih je kritik in novinar Urban Leskovar v svoji kritiki knjige Nemogoče za revijo Sodobnost zapisal, da sploh ni vedel, da obstajajo. Pomembno pri tem se zdi, da Nina Dragičević ne jemlje svojih primerov sistemskega zmanjševanja pomena dela ženskih umetnic zgolj iz časa, ko je res še veljalo, da so ženske skladateljice v zgodovini odsotne v veliki meri zato, ker niso imele dostopa do izobrazbe, ki bi jim to omogočila, in so bile primorane bivati v zgolj zasebni sferi. Nekateri primeri so še globoko iz druge polovice 20. stoletja. In Nina Dragičević pri tem opozarja, da je akademska sfera tudi v tem obdobju ostajala v veliki meri gluha za skladateljice in njihova dela. Kljub temu, da so postajale vidnejše in da je izobrazba postajala dostopna zanje, jih je spregledovala recepcija. In seveda je to pomenilo odločanje o njihovih življenjih, kot navaja opomba glede žiri, odločalo je o ustvarjalnosti velikega deleža prebivalstva, ki je bilo preprosto izbrisano.
Deloma je bil ta problem zmanjšan v popularni glasbi, saj so bile tamkaj tudi ženske navajane kot skladateljice, ampak hkrati so bile navajane tudi kot frajle in kot predstavnice nežnega spola. In pomembno je bilo, da so premogle seksapil, kot je denimo izjavil Ivan Novak, čež da je bila Anja Rupel dobra pevka, ki je imela tudi ves seksapil, ki ga je zahteval neki njihov komad. Se pravi, ali so bile nezaznavne ali pa so bile zaznavne prek spola. In ne, to ni nekaj, kar je omejeno na področje glasbe ali poklic skladateljic. O tem piše Nina Dragičevič v knjigi Nemogoče, ki je navsezadnje tudi knjiga o tem, kako naj umetnica biva z zgodovino in sočasno recepcijo svojih del in del svojih kolegic. To je bila oddaja s knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregelj-Kobe, Miše Gams in Anje Radaljac sta prebrala Ana Bohte in Jure Franko. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel David Lap. Uredil sem jo Vlado Motnikar.